Dan, dobrodošli nazaj v podcast Kaktus. Zdaj naj dolg časa ni bilo. Ok, nima veze, danes je z nami pevec skupine Joker Out, Bojan Cvetičanin. Živijo. Hvala, da si prišel, da si vzel čas. Z veseljem. No, pa vedno začneva z gosti, da najprej se v bistvu vsi opišejo v enem stavku. Kako bi se ti opisal v enem stavku? Kako bi se jaz opisal v enem stavku? Jaz sem Bojan Cvetičanin in se ne znam dobro opisati v enem stavku. Kaj pa z eno besedo? Z eno besedo? A to težje ali lažje? To je lovki lažje? Pa ne vem, iskreno. Malo težji. To je težje, ja. Težji za eno besedo. Ampak dal bi letač. Ne vem, če je to beseda. Je kakšen backstory za to besedo? Kakšen backstory, ja. Letač. Rad visoko letam in ne nizko padam. Ja, to. Po moje, ja. Dobro. Bomo šli kar po eni temi, ki me ful zanima, ne? Kakšni so bili tvoji glasbeni začetki? Tako, preden si sploh objavil muziko publicly, kako si sploh začel z glasbo? Ja, jaz sem imel to srečo, da so se moji starši skupaj z mano preselili tja, kamor zdaj živim, in da je bil moj sosed Martin Jurkovič, ki je basist v bendu. Aha, okej. Jaz sem se tja preselil v prvem razredu osnovne šole in zelo hitro sem spoznal Martina, pa nekje pri 11 letih smo začeli zahajati dol v kletkah Martinu, ki je imel njegov oče neke kitare pa to. In potem je pravzaprav tako izpadlo, da ker so bile 3 kitare, smo lahko vsi trije še z enim Lukatom, sošolcem od Martina, igrali, ampak jaz nisem znal nič igrati, tako da smo igrali Sun Moon Smoke on the Water na eno struno. In potem, ker je Luka znal igrati kitaro, Martin je tudi znal igrati kitaro, jaz pa nisem znal nič igrati, smo rekli, da bom jaz pel. Martinu je oče kupil bas, ne spomnim se čisto zakaj, iskreno, ampak okej. In potem smo bili trio in smo odigrali na uličnem pikniku Tears in Heaven od Erika Claptona. Aha. In potem smo rekli, ok, rabimo bobnarja, je prišel Matic, ki je bil takrat 6. razred, mi smo bili 5. razred v njihovi osnovni šoli. In pol smo počasi začeli, tako da brez glasbenih... Od začetka že tako ista skupina? Ne, zdaj smo pravzaprav... Prenovili. Ja, leta 2015 smo prekinili skupino Apokalipsa in sta v band prišla Chris pa Jan, ki sta danes zdaj kitarista v bendu. Letos se je pa zgodila še sprememba na bobnih. Je prišel Jure Maček. Kako to? Imeli smo nekako, bom rekel, drugačno glasbeno vizijo in smo se rešili. Dobro, sploh for the better, ne? Tako je. Okay. Daj, zdaj tako, mene zanima, ker večina teh pač v sodobnosti, ne, se pravi, v tem času je večina teh music artistov solo, a veš kaj mislim, tako so rapper, tako duo, to manj je sploh ni. skupin. Manj je skupin, sploh pa času. bendov, da ne bi to bit, da delajo svojo muziko, ne. Ja. Tako, kaj si misliš o tem? Ne vem, tako, kaj imaš za tem zapovedati, kako to? Sem 100% si kdaj že sam nastopil, ne? Brez benda, ali se to redko zgodi? Nisem velikrat sam nastopil, mislim brez Ampak benda. je boljši občutek itak z bendom, kakor bo brez. Veš kaj, z bendom je, pač bend je neko okolje, ki ga poznam, muzika, ki jo delamo, nam je domača in vedno se počutim varen, ko sem z njimi. Pa tudi, če gre karkoli narobe, so še zmeraj za tabo 4 ljudje, ki lahko to pomagajo popraviti, ne. Medtem, ko si sam, si pač sam, pa tudi na koncev nimaš s kom zadeliti tega hypa, ki priješ gor na oder. Ok, dejansko. Tako da bom rekel, da zame definitivno je najboljše to, da sem v skupini. Kar se pa tiče tega, da je danes več solo artistov, pač to je nek odraz časa, kako se dela muziko se pač danes lahko naredi na kompu, da imaš nek beat in ti zadošča, ne rabiš nobenega backlina imeti za to, kar je čisto normalno. Tudi glede na to, da hip-hop prevladuje v zadnjih kar nekaj že letih, V bistvu. je kar natural, da so artisti več ali manj sami na odru. Se mi pa zdi, da se je v zadnjih mogoče 2-3 letih tudi začel spet ta trend malo obračati, zaradi tega, ker so tudi vsi, oziroma večina teh največjih artistov, ki ustvarjajo muziko, ki načeloma ne rabi benda, začeli počasi že ufuravati nek live act, pa sestavljati neke skupine, tako da... Eno teh prireditvah pa to. Ja, mislim, se Je tudi to na koncertih, na V festivalih. Šiški je bil ta The Game, a veš. Ja, Je mu isto, bi mu band. Ja, sej, in je bilo ful ampak, dobro a veš, vzdušje in je pri bilo velikih dobro. teh skupinah, a ne, se velikrat zgodi, da ko postanejo full successful, da se pol itak razidejo, tako, če pogledaš te največje.
Ne Dobro, vse. ajde. Pač ne, Veš kaj, par, problem je, ja. pri največjih je tako, da zdaj govorimo o teh, ki so bili 50 let ali pa 40 let nazaj. Ne? Vseeno je pa res, da je pač, kaj je več ljudi na kupu, Ja. pa večji, ki je success, večji, ki je ego, več, ki je, več, ki je stvari na nitki, tudi hitreje počne. razpade, ja. Tako da vseeno je treba se v bendu se naučiš prilagajati večjim ljudem, tudi pri stvareh, ki ti niso najbolj všeč. a ne. Ja, sej, kako pa vi rešujete konflikte, če imate kaj tako? Ne vem, kje bo kdo stal ali pa kaj na odru. Veš kaj je, mi smo v bistvu zelo hitro vzpostavili, hvala Bogu, smo pač ful dobri prijatelji Ja. med sabo in smo se tudi zelo hitro, nam je bilo jasno, da lahko pride do nekih trenj, ki so hitro negativna za tako delo v skupini. Tako da smo dorekli, da kadarkoli komurkoli nekaj ni všeč, to takoj pove, pa se valjda tudi kdaj počmo ali pa kaj tasga, ampak smo do zdaj prišli na to točko, da smo itak že na nekem bratskem nivoju. Tako da pač res nam je vsem v interesu, da rešimo spore, pa da ni taki se. Tega, kdo bo pa kje stal na odru, pa zdaj. Hvala, kaj je. Drugače se ni to ni neumno vprašanje sploh. To se meni zdi, da bi mi, če bi imeli mi to, bi se mi Ker so valjda včasih, ne zaradi tega, kao kdo bo bolj od spredi, ampak kao komu bolj paše, kjer da je odra, zaradi ne vem česa že, ampak zdaj imamo... Mene bolj na glas. Ja, hvala Bogu imamo te probleme zdaj rešene, ker je vse v Riderju že naštiman in imamo zafiksirano. Sam po mojem je itak lažje delati muziko, če si sam, razumeš, imaš ti beat. Definitivno je lažje. Definitivno je lažje. Ja, je lažje, Recimo, ampak koliko časa vam vzame narediti en komad? A veš, lih to je... Jaz napišem komad in ga prenesem na vaje v... Najprej lyrics. Jaz delam skupaj vokalno melodijo pa tekst ponovad. In pol jaz to prenesem v akustični obliki. Ponovad traja, ne vem, kakšnih par vajc, da ta komad dobi neko fizično obliko, bendovsko. Pa pride producent na plec in zelo ponovad vedno reče, da je dost stvari totalno za en klinac, ne. In pol ta studijski proces, stari moj, lahko traja, wow. Lih to je ta fora, jaz vem, imam ogromen kolegov, ki so beatmakeri, pa to pač res v času, ki mi zmiksamo sam na konc komad, lahko folk naredi par plat. ja, Da ne govorim sploh o snemalnem procesu, veš, Ja, koliko tako. enih dni je, ko prideš pa ne posnameš sploh nič, ker je ni dober sound ali pa neki. Pa. Ni vibe. Tako da ja, se je zgodilo že tudi 4 mesece recimo. Za en komad. Ja, gladko. Štirga. Gola je trajala pol leta. Ja. Gola je trajala pol leta, pa tudi, sem ti povedal, ko je prišel zdaj par dni nazaj ven, oziroma nekdaj bo stavitev to dala ven, nekaj časa nazaj ven. Nekaj časa nazaj, po let. Nekaj časa nazaj ven. V glavnem naš zadnji singel je tudi trajal ene 4-5 mesecev, ja. A sam se splača, ko Pol pol poka plača, pizda. ko pa narediš do konca, pa ti Ja, vse dobro res. zveni. Res je. Kaj pa spote, kaj ti je jače? A ti je jako spote snimat, fiks ti je. Veš zakaj? Spote mi je všeč snemati zaradi tega, ker delamo z Markom Pircem že od Gole naprej. Pirc. On je meni treniral nič lažjega, ko sem treniral bordanje, on je bil učitelj. Ja, to pa verjamem, ja. Je Kaj je bila, bordo, ne? ja. Je bila, no. Zelo zna biti. Sem bil star 10, po mojem. Evo, vidiš, Slovenija, stari, koliko smo majhni. Še res, to pa... Mogli to se pa na daily zgodi, kdaj, da tako spoznaš koga in pa da čisto spere, ker reče, tvoj brat je moj sošolca, pa kaj tazga. Ja, res je. No ja, in pač s Pircem smo zdaj pač ratali kolegi in smo res super kolektiv, tako da nam snemanje spotov ni muka, zaradi tega, ker smo vedno dosti vnaprej pripravljeni, vedno delamo skupaj brainstorminge in nam je vsem vedno všeč to, kar se bo posnel, tako da definitivno nam je pleasant experience. Okay. Spoti so res vrh. Spoti so nice, ne. Sam, a tako imate režiserja, sami režirate spot? Pirc to dela. Ja, Pirc to dela. Nice, pa vse tako Tako spremljate. ideje. imate vi, ali Veš kako je, včasih pridemo mi s kakšno idejo, včasih pride Pirc s kakšno idejo, ponovadi ima on vedno... Ja, ampak ponovadi ima vedno on take, ki so tudi z vizualnega vidika totalno hude, zaradi tega, ker pač res ve, kaj dela, ne. Mi pa ponovadi pridemo bolj z unimi nekimi ludimi idejami, ki bi rabo pol Hollywooda, da jih sploh izvedeš.
Ja, ja, ampak. Kaj pa misliš, da je bolj pomemben tako dan danes, tako pri glasbi, da recimo, da imaš ti jako mat, če nisi velik artist, pa tako, govorim zdaj na splošno, vse isto Slovenija, a je bolj pomemben, mislim, valjda je bolj pomembna glasba, ampak koliko bi ti rekel, da je pomemben spot pri tem, da muzika dobi poslušalce tako število, kot hočeš, a pa pač veliko poslušalcev? Ja, slabega komada noben ne bo poslušal, ne glede na to, koliko ima dober spot. Človek, da bojo pogledali spot enkrat ali pa dvakrat, ampak... To je itak, ampak jaz mislim tako, če recimo imaš jak komad, pa da dobi veliko poslušalcev, kakšno vlogo igra, da je še dober spot? To pa definitivno veliko. A veš, ljudje si ful radi, prvo si ljudje predstavljajo, ko nekaj poslušajo, karkoli že. Pa ko dobiš neko dejansko vizualizacijo od tega, kaj ti je artist hotel pokazati, je pa po mojem, vsaj ne po mojem, tako pač jaz kot gledalec sem vedno zadovoljen. V glavnem, ja, definitivno je ful pomemben. Sporočilo pesmi v spotu. Ja, ful je pomemben videospot na koncu. Zaradi tega, ker ljudje radi vidijo, kar so slišali. Psihološke scene. Ja, I guess. Ne vem. Ja, nekaj tazga. To mogo ti vedeti. Ampak se je bil vedno videospot oziroma vizualizacija ful pomembna. Veš, to se nam tako zdaj zdi, da je sam danes, ampak tako... In ne danes tako včasih, če si prišel z videospotom ven tako iz 2003, recimo, če si videl spot, si bil že najjačji, veš kaj mislim. Ja, samo veš, pa pomisliš, da so že Beatli to delali v 70-ih. Ja, sej, takrat, če si imel v 70-ih spot, tudi če si bil Karen, si bil pač najjačji. Ja, sam Karen ni mogel posneti spota takrat. Eno pač ja, v bistvu pa ni bilo Karenih, zdaj pa je full Karenih, ki snimajo spota. To je pa definitivno res. Včasih, ko so oni snemali muziko, po mojem, ni bilo še na računalnikih, so imeli te trakove, kaj si ja. To si res mogel, nismo toliko velik šans, kot zdaj imaš. Definitivno ne. To smo definitivno ne samo ne dvakrat, trikrat. To nisi mogel, ko greš zdaj, ko greš snemati, pa 4krat zaješ, pa sem tako fakt, da bo čez pol urce, malo šlo naprej, ja, veš. Točno to, takrat je bilo studija, imaš za 8 ur in v teh 8 urah posnajem, kolikor lahko. Pa da vsi... Pa plačal si ta studio prizadeto, ja. $10,000. Fuck, model. Pa so bili misli včasih bolj talentirani, ali kaj? Ja ne, včasih, če nisi bil talentiran, si ti nisi plačal. Ja. Točno to. Razen, če si bil res full bogat, če si pa full bogat, pa... Veš, nikoli še ni bilo toliko muzike, kot danes, pa nikoli ni bilo še toliko slabe muzike, kot danes. Pa bilo je od skozi full dobre muzike. To je pa res. Ja, dobre muzike. Zoro, če pogledaš, je sam full več slabe muzike. Neki. Ne veš, kaj si misli, da zdaj je full več različnih vrst muzike, pa različnih stilov, pa tega, ko včasih, pa se je bilo vedno full, recimo reggae, pa te so stare, ampak kaj recimo ta drill, ki je zdaj prišel, ta drill muzika, ta underground shit. Aha, ja. To pa... Sem mislil, da drilla misliš. Ne, veš, kaj mislim. Ja, ta vem, UK, ki je zdaj vem. Pa full teh, veš, teh depresivnih stilov, pa tega sranja, mislim sranja, če je jako. Kaj razmišljam včasih, toliko je že teh nekih žanrov različnih, to se mogu samo spomniti, toliko je že veliko tega, kaj bo še lahko naprej, ja, razumeš? Fuck, sam si toliko misliš. Pa sej tako, veš, v resnici so vsi te žanri, so pod enimi takimi žanri, ja, veš. Pač res lahko za večino stvari najdeš reference že od dosti časa nazaj, ne? Itak, da se zdaj pač z novimi soundi pa z novo tehnologijo razvijajo tudi nekako neke nove oblike. Ampak, ne vem, meni je bil najbolj crazy mogoče od vsega še takrat, ko je dubstep prišel. Mi je bil tako, kaj je to, nek industrijski zvoki, kričeči. Dubstep je umrl dosti hitro. A veš, ne, ampak ja, kaj se je pa pol, se ne vem, kaj se je od tega pol razvil. Dubstep, ne vem. A je Skrillex še obstaja? Da je, on je bil jak, recimo. Ja, on je bil meni tudi všeč, ja. Bang, bang, komad model. To so bili ta, ko smo bili lih 5. 6. razred je bilo to najbolj hudo. Res je bilo. No ja, bram, kaj te je najbolj pomembna stvar, kad delaš komad? Da je meni všeč v celotnem času. Ok, kaj je bilo tisto vprašanje? Rime ali flow? To. Ne. To bolj po mojem za kakšne hip-hoperje vprašanje, kakor za nas. Zakaj ne, se tudi lahko, rime ali flow? Ja, mislim, ne vem, jaz toliko ne razmišljam o rimah, kakor pač. Ja, ampak so, ne? Ja, mislim, pač... Kaj pa je pol? Neko tako vprašanje. Vse možem, da je tako vprašanje, ampak pač... Ja, moč sem zajel, pa je bilo nekaj super logičnega. Jaz bi definitivno rekel flow. Ja, itak. Pač to govorim bolj za rap. Rima sta sam una beseda ponavadi na koncu. Flow ga pa ubije lahko.
Flow ga pa lahko ubije. Lažje ga flow bije, kot rima. Ja, če ga Definitivno. z rima mi ubiješ, si pa... To si ja. Ne vem, kaj tako. govorimo zdaj. V redu. Bi raje poslušal tako en komad, ki je sam tako na koncu rima, vse pa je... Ja, ful okej, neposlušljivo, ja, bi odvisno raje od mooda. da se nič ne rima, Ja, pa če je ful neposlušljiv komad, navajen. zakaj bi ga pol poslušal? Dobro, no. Kaj? Ok, ne. Ja, Nekaj si govoril, da je tebi všeč. Misliš, da je lažje uspeti, če si fake, če delaš to, kar recimo je drugim všeč, pač to, kar hoče tvoji poslušalci. Da dobiš publiko, pol ali več. če delaš res samo to, kar je tebi všeč, da, kako si rekel, da je res tebi samo všeč mora biti. Ne vem, ne predstavljam si, da bi nekdo res lahko kar delal nekaj, kar mu ni všeč. Tok na hard. To mi je malo tako. Ja, tudi ta mainstream, pač ki jim prav v tem napišejo jim komade, pa dajo jim beat, oni jim samo povejo, da moraš to zdaj odrepati. To je ta Ja. že hard industrija, veš, sam. Ampak, a veš, po drugi strani ne vem, ok, ja, verjetno so neki recepti so kao za full uspeh, ampak ne, a bi mi dal lahko en primer artista? Čisto, da vem, v kjer space gremo. Ja, ne vem zdaj, kdo je naredil kaj, kar mu ni všeč, a veš. Sam vem, da je MGK enkrat razlagal, da mu napiše, da so imel neko pogodbo nekaj časa, da so mu oni pisali komade. Pa mu prav povedal, kakšen stil mora imeti. Pa mu prav rekel, kakšen bo video spot, kakšen imidž mora prikazati. Ja, pa zgleda lahko uspeš. Pač ne, valjda da lahko, ampak a je lažje tako, kot je po mojem... Recimo ti narediš dva komada. Ja. Enega, ki je tebi všeč, Ja. in enega, ki ti ni tako všeč, sam se dobro sliši. Pa veš, da- razumeš. In pol ki tebi všeč, folku ni všeč, in pa če bomo fulmo gledal, ki pa tebi ni tako dobrega delati, Ok, okay, pa vem, ful kaj uspe. In misliš. boš ti pol to delal zato, ker ful boš folku všeč, pa hočeš tistem ful všeč, ali boš podelal še vedno svoje stvari, pa ne Štekam, bo štekam, folku to štekam. všeč. To si ful lahko povedal. Veš kaj je, tako ponovadi je tako, da artisti, komad, ki je artistu najljubši, folkus Ja. ni tok. Ja, ne, to... Wow. Ja, Um, vsak drugačen okus. pač. Veš kaj, jaz imam ful srečo pri tem, da jaz ful malo komadov napišem sploh. a ne. Jaz res redko pišem in takrat, ko pišem, ponovadi rata nekaj, kar dejansko pol tudi posnamemo. In imam to srečo, da je moj kreativni proces, pač vse tako, to, kako jaz razmišljam, to, kako se izražam na papirju, je dejansko tako, da je v tem času očitno full likeable. Ja, A ne? Tako, zanj Prav, sem se pogovarjal. Imaš posluh, hočeš reči. Ne, da imam posluh, stari, ampak da to, kar je meni true, Aha, in tudi z drugim. je tudi pač tako, a ne, ker recimo, ko meni, veš, ko mi kdo reče, kao, ja, ne vem, ste pop pa neki, sam sem tako, ja, sam jaz lahko napišem tudi alter komad. Sam pač to ni, pač, to meni ni všeč, Ja, a veš, kaj mislim? Ne sem, ampak Ti se alter pravim, komadi če so pa, da če, ful pa je popojo tebi, zdaj. če pa je tebi všeč in je še drugim všeč, to pa itak ne moreš To pa je zmaga. Ne moreš Ja. v bistvu It's a blessing. boljšega dobiti, ja. Ja. Jako. A ja, kako bi to vprašal ja, človek? jaz tudi ne, zato sem Ko bi rekel, to? da ti vprašaš. Res ne vem. Kaj je to zdaj za eno vprašanje, da To sem ni nič tlele, takega, samo da tako. mencata tle, kako me boste vprašali. Nastopi. Rekel si v enih intervjujih, ki smo poslušali na YouTubu, da v bistvu ste bili predskupina za neke večje skupine. Kako je do tega prišlo in kakšen je pol feeling, ko ti priješ pred eno tako veliko skupino, da otvoriš v bistvu nastop? Ja, mi smo prišli do nekega nivoja, kjer smo vedeli, da objektivno kul zvenimo in da je pač koncert uspešen. In takrat je potem oče od Krisa, kitarista našega Gušti, ki je pač valjda bil kitarist od Bigfoot Mame včasih, je zrihtel, da smo bili enkrat predskupina za Bigfoote in to nam je bilo takrat itak čist crazy. In pa smo na tistem koncertu bili res dobri in smo bili organizatorici, meni se zdi, organizatorju in organizatorici, organizatorjema, Okay. Dobro. ful všeč. Tako da sta nas pol ona dva vedno naprej klicala in od tistega špila smo pol nekako, so počasi začeli kapljati vedno taki neki, ste predskupina za Bigfoote, za Siddharto, za pač karkoli že. In koliko to folka? Ne vem, sta 200 000.
Ne, Kam bo spravil dve? A se prije, kam v Slovenijo? Se ne prije. Ne, v Sloveniji. 200 tisoč. Kam? Se ne prije v Slovenijo. Ne. Ni šans, kje? ne moreš spraviti. Okay. No, lahko bi jih na Brnik. A tam so koncerti? Ja, ne, sam Lahko bi jih jaz. Lahko bi jih. Ja. Ne vem, da te stari, četrt odvisno. Slovenije posluša. Mislim, da je bilo največ ljudi, ki smo jih imeli na koncertu, nekje okoli 10 ali pa mogoče 12 jurjev. Ja, no, to je... Kakšen Za Slovenijo... Za 12 ur za Slovenijo, ja, se več ne pride, ne? Če ko pogledaš. To je bil, ne vem, zdaj kongresni trg, bi rekel, ali pa Stožice, no, takrat, ko smo bili. Shit. Ja. 12 tavžen. Dobro. Kakšen je feeling, ki ti priješ gor? Recimo, iskreno... ti priješ gor na oder, razumeš? A se počutiš kot rockstar? In fucking tam ti vsi kričijo in... A veš kaj, lih to je fora, to so te špili, ki smo igrali v bistvu dost na začetku, ko smo šele začeli releasati, mislim, da je bilo mogoče samo Mamljeno telo zvoni od komadov. In pač si neki predskupina za nekoga Okay. in je folku dost vseeno, a si tam okay. ti ali pa kdorkoli, ne. Tako da takrat ne dobiš hajpa, plus da je ful teži gledati 12 jurjev folka, ki jim ne benga, kakor 200 folka, ki jim ne benga. Vse je bil cool vzdušje pa vse, ampak ok, ful je bolj noro, ko prideš, ne vem, na koncert pa je 500 ljudi, ki so prišli tja zaradi tebe in pol je pa res to kričanje. Takrat se pa počutiš kot rockstar, stari. Res, noro hud feeling je. Lik danes sem gledal posnetke iz zdaj, ko smo špilali na Tobačni in sem bil sam tako, wow, bolano, res. Tako da, ko mi čakam Cvetličarno, to bo crazy. Ne bo Cvetličarna. Ja, Cvetličarna bi mogla biti lani 1. oziroma ne 1. 8. ali 7. aprila, pa je pol zaradi korone valjda odpadla. Tako da zdaj je 20. pa 21. oktober. Moj rodočlo. Pa 21. oktober, a res? Moj 23. Bomo šli, ne? Joker out. Hell yeah. Pohitite, ki so karte razprodali. Buy tickets. Ajde, vaj bom povabil. Ne, se prijam. Ja, če ni več kart. Zdaj ima. A se rekel, da ni več kart? Ja, za prvega ni več, za drugega je pa še nekaj malga. A ja, zdaj, avgusta. Ne, oktober. Že takrat ste razprodali karte. Mi smo, lih to je bila fora, mi smo takrat, to je bila predstavitev prvega albuma, ne, bi mogla biti. Ja, že. In ja, že tako. 1. aprila lani bi mogel prijeti album. Ja. In pol pač, ok, se je zgodila korona in je šlo vse v klinac, ampak pred tem, ko smo se odločili, kaj bomo delali za en event, je bilo tako. Edini špil, ki smo ga v življenju pred tem delali čist solo na karte, je bil Ljubljanski grad, na kjer ga pride, ne vem, 250 ljudi, meni se zdi, ne. In takrat smo tisto razprodali. In smo bili tako, ok, zdaj pač moramo narediti valjda nek koncert za predstavitev albuma, kaj bomo zdaj delali, ne? In zdaj pač ni nobene neke dvorane, ki bi vzela nekje okoli Jurja ljudi, I guess. Koliko cvetko vzame? Jurje pa pol. In pa smo bili tako, a gremo cvetko, pa smo bili tako, fuck, namo valjda cvetke, a veš, to je res veliko ljudi, Jurje pa pol folka, to je tako, to je treba karte prodati, ni to tako, ja. A veš, nek party, in pol smo rekli, ajde gremo cvetko, ne? In pol je bila Lih Siddharta, tisto, ko sem imel 20 let od prvega albuma in pridem jaz tja v cvetko, pač polno in sem tako, shit, stari, kako bomo mi v live napolnili to, a veš, ko priješ, kaj to je res masa ljudi, stari. Več kakor se zgleda, kaj je prazna. In pol smo dali karte ven, stari, in tako v 24 dneh smo razprodali. In pol smo bili tako, Sede. kaj je zdaj, a veš, in pa smo bili tako, aj gremo še eno. In pa smo dali še drugo ven in je res tako, ne vem, 10 ali 15 dneh smo razprodali 70 postov vstopnic, pa je bila pa korona, pa se je vse ostalo. To si pa rekel v Vesni Milek. V Vesni Milek. To si rekel v intervjuju. Na televizija. Jo, mamja. Tle piše televizija, ne vem. Malo začeli, Kaj si misliš s tem? Ja, ne, vse kontno, kaj si misliš s tem? Kako prijetno televizijo? Drugače, kako pa prijetno televizijo? Ne, daj, se pas. A kako prijetno televizijo? Je vse dobro vprašanje. Zakaj se ne Kako prijetno TV, pač verjetno te povabijo, ali? Povabijo te, ja. Verjetno ne priješ tja, Veš, kako potrkaš je? na pop TV, graj, kaj zdaj. Se tam še nismo bili, se mi zdi. Kako priješ na televizijo? Zdaj ne, mislite te live nastope pa to? Je v bistvu... Ali kao, da ti delajo Ne vem, prispevke. Nimam pojma.
To boš pa zdaj ti povedal. Pomagi mi. Vsi skupaj pride do enega vprašanja dobrega. Ja, nastope na televiziji lahko dobiš tako, da ti že malo drugje tudi uspeva, pa pol priješ tja. Pač ja, moraš biti kar jak, no. Ja. Mislim, na TV te povabijo, no. Ja. Ne greš lih na TV Sam- trkati, kar si rekel. Kaj pa, to se zdaj se li spomnil. Vi ste zdaj tako, kar se tiče Slovenije, meni se zdi, da ste vi pač že dosegali dosti vrh. A se da še kaj? Ah, kje, stari? A se da? Mi smo zdaj lih začeli tipati prehod iz Undergrounda. v resnici dost toja v nek mogoče moment, kjer se lahko začnejo stvari zares hudo dogajati. Tako tle v Ljubljani se zdi, ker smo nek zaprt mehurček dost, da je to že ono, wow, a veš. Ja, kako meni se zdi to, a veš, A veš, stari, Slovenija je pa vse razen Ljubljane praktično. Ljubljana je en majhen delček. to mene po moje je, veš, kaj jaz, ko mislim Slovenija, ja, 2 km Veš, v vsako stran. ti moraš iti 15 km ven iz Ljubljane, pa 99% artistov ne more prodati 50 kart. Noč model. A veš, kaj šele da bi. Tako da mi smo šele zdaj prišli do tega, da pridemo v nek kraj prvič 1,5 ure stran od Ljubljane, pa da folk ve, kdo smo, pa da se nek hype dela. A Poreč? Ne, v Poreču pa ne vem iskreno, kako bo, stari. Prvič bomo igrali v Ja, tujini. kako to? A prvič? Ja. Okej, kako ste se pa to? Ja, se to organizira neko slovensko podjetje, tako da je nek kao Summer Festival. Vem, da bojo tudi domači, mislim pač Hrvati lahko tam, oziroma kdorkoli že pač bo v Poreču. Ja, sej bom. Ta sin je vedno poln. Ja, tako da To lej. tudi ne rabiš skrbeti. Pa se me ne skrbi v resnici, a veš. To je vedno, že sem glih prejšnji teden, ne. A veš, tudi če ne bi bilo nobenega, še zmeraj lahko reče, saj smo bili prvič, kaj. Ja, serij, to je res. Prvič v tujini, to se meni zdi, da je big. Pa ja, hudo je. To je hudo. Hudo je. Plus hudo je, ker imam letos toliko malo časa za iti na počitnice zaradi špilov pa obveznosti, zaradi snemanja, se veš. O, snemanje, ja. Da bo pasal 3 dni na morju. Ja, zdaj morate nadoknaditi. Pasal ti bo, stari. Zdaj morate nadoknaditi za 1 let človek. Ja. Želim resno nadati, ja. Kaj pa je kaj s promocijami te vaše muzike? A imate kakšne te druge source promotanja, kot sam Instagram pa to? Ja, imamo PR-ovca. Se pravi, PR menedžerja, ki skrbi za objavljanje v časopisih, na radijih, na televiziji. Recimo ta komad, ki ste ga zdaj dropali. A to bo še kakšne follow-up promocije? Ja, veš kako je, za vsak release imamo vnaprej pripravljene radijske intervjuje, potem valjda se tudi kakšni TV prispevki, se pravi, ko smo zdaj delali kao release komada, smo, ne vem, je prišel Popi in pa naredil prispevek, pa take stvari, a ne. To so vse stvari, ki jih je treba valjda vnaprej zmeniti, ker Ja, valjda. oni tudi morajo vedeti, kdaj bojo kakšen program delali, ne. Tako da PR menedžer je definitivno v Sloveniji ful pomembna stvar. Tako za slovenskega artista je PR-ovc pa booking manager, po mojem, dosto vse, kar rabiš. So kar pomembni ti menedžeri, se meni zdi, da rabi enega menedžerja. Ne se moraš tako obrati, da se vidi. Ne smem, stari, imam pogodbo. Fak, samo res, hvala veš. No, ko smo bili pri tej promociji, zdaj fik si videl TikTok, pač opazil, koliko v bistvu je TikTok važen. Zdaj govorimo bolj worldwide, ne govorimo toliko Slovenija. Ja. Kaj si misliš ti o tem, da v bistvu zdaj lahko kdorkoli lahko naredi komad, in če gre ravno samo na TikTok, samo na tej eni aplikaciji, da gre viral neki, bo on ravno dober, skoraj za live, če bo pa naprej dober delo, veš kaj mislim. Ravno pred TikTokom ni bilo nobenega tacga sourca, ki bi lahko ti najdel neko muziko, tako čisto slučajno na nekem videu in ti bi postala foljak, ki bi jo tokrat videl, veš kaj slajdeš, blablabla. Ja. Mislim, da je to dobro za ekonomi te muzike. Tako, načeloma, veš, kdo da fakt sem jaz zdaj, da sodim tle, kaj je dober, kaj ni dober. Ne, samo Mnenje. Samo tako. Jaz sem se uspel ful aktivno, uspel sem ubežati TikToku, res si ga nisem nikoli niti zlodil, niti nisem ujel tega hypa. Vem pa, da je ful enih komadov že, ki so iz TikToka bili zdaj zadnji 2 leti po radiju 24/7. Ja, se je zaradi tega.
Stari, tako kot je bilo v zadnjih letih nekih sredstev za pridobivanje mase, je pač tako zdaj TikTok. Če je folku všeč, kva ne jaz, mislim, veš. Če folku všeč, res Ne, se to je dobra stvar, samo tako. Ja. Ne, samo tako mnenje. To je game changer, ker zdaj ful teh mainstream To artistov. je full game changer. Ja, ker ful teh mainstream artistov zdaj priredi svojo muziko, tako da bo imel, evo, teh 15 sekund bo pa pokal na TikToku, boš lahko naredil to pa to zraven, veš, prodal neke te efekte. To mi je tema. Ja, ali to je tema, isto, to pa jaz mislim, da je slabo, ker se prav vidi. Ko vidiš kakšno muziko dan, to so pa prav za TikTok tako naredila, veš kaj Veš kaj je, danes je ful tako, mislim, danes je ful tako. Ogromno teh artistov, ki delajo te komade za TikTok, pa tudi nasploh ogromno teh artistov, ki delajo danes pač komade, ki so res namenjeni sami in izključno za poslušati na radiju ali pa pač, ki si ga streamaš, ne dela live koncertov sploh. Ja. A veš, to so pač artisti, ki imajo komade, pa ki pridejo na kakšnem eventu ali pa na Jimmy Kimmel kao odpet v en svoj song, ampak to sploh niso komadi, ki bi jih lahko človek odpel. Veš, ko greš poslušati pol kakšen live, pa uno fušajo na polno. Tako, jaz jim ne zameram, da fušajo, ker tisto ne moreš odpet. Uno je pač po autotunan, po linije so narisane v fucking Melodynu, stari, pa tisto živ bog ne more odpet. Uno Whitney Houston ne bi odpela tega komada. In to je pa tema, stari. Tako se muzika razvija v neko sodobno, ker zdaj realno ni več to, da ti znaš pet, zdaj, no, ki valjda da je, ampak tako, veliko teh artistov se sam nauči, kako mora on na autotune zapet. So v bistvu, a veš, ne zapoješ tako, ni nujno, da moraš lepo zapet, moraš prav gledati tako, zapet, da se pa lahko dobro, a veš, vse ti kontaš, a veš, ti verjetno ne rabaš tega, ne, ti ne, jaz autotune, hvala Bogu, res ne uporabljam, ampak... Ja, ne, a veš, to je raw muzika, ampak zdaj se ful razvija v to smer, sploh pa... Ampak veš kaj, tako ti bom rekel, meni autotune, če ga ne uporabljaš za to, da ne znaš pet, pa pol, ker naenkrat znaš pet, ampak ga pač uporabljaš kot en plugin, ker dejansko je plugin, mi je ful všeč, tako, meni je ful všeč sound autotuna. Tako da jaz proti autotune nimam nič, tudi jaz, ko doma delam demote, si vedno dam autotune gor, tudi čez neke žalostne komade, ki mi ga čist poka, tako da, ja, nimam nič proti autotune. I love autotune. Autotune je nice. Meni se isto zdi, če se brez tega. Ampak, no, kaj sem pa hotel, sorry, to sem pa pozabil reči. Vse na konc so pa ta hudi artisti, so pa tisti, ki delajo live show. Ja. A veš? In tudi oni sam pol ostanejo. Vse imaš ful teh nekih artistov, ki uspejo na TikToku. Ti na TikToku res tako en komad in pol to. A veš, pridajo in čez 2 tedna, hvala lepa, je že nov TikTok, nite nikjer. Super, če jim je ratal popakirati ful enega denarja ali whatever od tega, the best, ne ga imajo, ampak to pač ni niti želja artista. Jaz si ne bi želel, da imamo zdaj en komad, kar poč iz nekega random razloga, ampak da nobenega drugega sploh ne zanima. Ne dobiš fanov. Ne, pa tudi če bi dobil fane za en komad, ampak tako, da pol ljudi več ne zanima content naprej. Tako, kaj mi bo to, veš, jaz bi raje delal cel life, tako da lahko lepo, pač da lahko živim normalno kot človek, kakor da zdaj zaradi enega komada ratam rich in pol sem model, ki je imel en komad. One hit wonder. Ja. Ti ta komad pol zaigraš, vse komade, kar nič, lahko čez 10 let igraš in boš vedno pokal. To je v bistvu nek vrh. Ja. A veš, Dua Lipa, stari, je tako, na začetku je bila artist, ki je lahko bil na festivalu z 2 komadi, zdaj pa pač naredila korak naprej in je to live act. In zaradi tega je Dua Lipa še zmer Dua Lipa, veš. Ja. To ni imelo ono ful neke drame, saj imam del. To pa ne vem, stari, ne spremljam sploh neki. To sem videl na TikToku. Vidiš. No, zato pa jaz ne vem, ker nimam TikToka, zdaj sem jaz čisto outdated v bistvu. Nekih čudnih stvari zveš. Kaj pa ti tako poslušaš? Tako? A poslušaš trap pa rap? Ja, jaz poslušam svašta. A poslušaš mainly tako muziko, kot jo delaš? Ali poslušaš bolj druge zvrsti? Tako odvisno od obdobja, no, ampak... Ok, ja, ne, to je tako fair vprašanje. To je odvisno od mooda. V bistvu... Ful nisem omejen, da bi poslušal neki sam. Ja, poslušam tudi fulune muzike, o kateri smo zdaj govorili, da je kao trash, veš. Ne, ne, tako, realno odgovor. Poslušam največ poslušam Abbe. Abba mi je tako go-to band, če se hočem dobro počutiti. Sem slišal? Pol Beatli so mi hudi, zdaj sem malo ven spet šel iz Beatlov, ampak Arctic Monkeys so mi hudi. Arctic Monkeys, ja.
Dua Lipa mi je čist huda s tem novim albumom, to mi je totalno hudo. Miley Cyrus mi je huda. Kva mi je še dober? Milky Chance, ne vem, če poznate ta band, to je res dober isto. Down by the river. To je dobro, res. To mi je všeč. Kaleo, en band stari iz Islandije, ki ima komad, ki je v reklami za Opel, ki je ful znan. Way down we go, oh. Vse bi poznali, če bi slišali. Ja, Še tako je televizija, pa res ne gledam. To je pa moja televizija. To je pa moja televizija. Ne, ni to fiksna televizija. A vidiš, to je ful zanimivo. Koliko sta videla stara? 19 pa 15. No, recimo, evo, 18 pa 19 letnik res ne gleda nič televizije. Koliko si ti star? Jaz sem 22, pa vsem še gledam televizijo. Zdaj so toliko na mikro, a veš ono, ka zdaj ni več sploh, kar rečeš pokroviteljsko, kao 18, kao koliko ste vi, pa bi rekel, smo samo 4 leta razlike. Tako zdaj se pa dobesedno v pol leta naredi 20 let razlike. Model, vsak let, če si 2-2, 2-3, 2-4, vsak let je čist druga scena. Pa ško, ravno, a veš kaj mislim, čeprav 2-2 pa 2-3 se meni ne zdi toliko različen. Ne vem, vprašanje, a se ti spomniš life brez interneta? Jaz nikoli nisem imel life brez interneta. A vidiš? Jaz se spomnim. Jaz sem jaz telefon šele dobil. Ja, jaz sem bil do 6. klasa. A se spomniš življenja, ko ni bilo že, da lahko greš na internet rešiti? Ne, jaz sem gledal YouTube, odkar se spomnim, da živim človek. Jaz sem pa lih ujel zadnji vlak, da smo imeli doma še kišta računalnik, ki ni imel interneta, pa sem imel gor sam neko Nemo igrico ali nekaj, da sem lahko igral. Pa tolari so bili še, ker sem bil jaz majhen. To sem bil isto, ko sem bil jaz, sem tako en šparovčak s tolarji. Ja, pa ne vem, kva je bilo še kaj tazga. Pa prvi telefon, ki je bil unčukec od Nokia z barvnimi tipkami. Kva? Pa to pa je res. Ne, jaz vem, prehiter. Pač na Nokia, ki si lahko fuknil gor iz bloka. Če model ti konti, da se... Čakaj, nekaj sem, če si pogledal deta nič, do zdaj, nekje sem prebral, da se tehnologija na ne vem kjero potenco razvija hitrostno. Až kaj mislim, takrat, ko se spomnim, ko sem bil jaz v osnovki, ko so prvič prišli te telefoni na touch. Ko je bilo to vsem, ti imaš na touch, kaj kurac, kako to sploh logično, veš, zdaj pa prišlo do teh Face ID-ov pa tega modela. Pa to je se zdaj, veš, v 10 letih, prej se je pa v 2 Jurja letih si kombi naredil fucking avto, veš, kaj mislim. Čisto na razvoj, res. In čez 50 let ta potenca boš se sam še gor, da to spukaj. Zanimivo. Ne, to mi je dosti strah. No, v glavnem, off track, zdaj pa eno tako spravno vprašanje. Ja. Zdaj bi komu te rekel, da si dobili prepoznavnost, če ste sell out ali fucking cvetko. No, v glavnem... Enkrat pa pol, zdaj. Enkrat pa pol, ok, dosti fair. No ja, sprav scene z ženskami, ne. A misliš zdaj, ko si prepoznava, pa tako nasplošno bom vprašal, ne? S prepoznavnostjo, a je težje dobiti resno punco, pač tako, da dobiš neko zvezo, ker punco vedno lažje dobiti, ampak za resno, veš. Je težje? Je težje. Težje je zaradi tega, ker se večino svojega časa itak giblješ v nekih prostorih, kjer je okoli tebe folk, ki ali neki hočejo tebe, ali ve, kdo si in tako dalje, ne? Pač to je neizbežno, veš, zakaj so igralci vedno z drugimi igralci ali pa modeli z modeli, pač zaradi tega, ker si tam, s temi ljudmi si skozi, ker to tvoje delovno okolje praktično, ne. To mi nisem nikoli pomislil, drugače. Ja, pa tako, tudi ti rataš mal nezaupljiv do tega, kaj so čustva nekoga drugega do tebe mogoče. Pa hvala Bogu, mi nismo niti približno še na tem nivoju, zdaj, da bi me to tripali na pol. Ampak vse, a veš, recimo, meni bi čisto zamoril, če bi zdaj šel na koncert, pa tam na koncertu neka fenica, na polno, veš, da vidiš, da je totalno ludi, fakt tega, zdaj pa jaz tudi ne vem, če hočem to dati noter v to. Ne, sej, bom ti jaz poslal, boš ti pogledal pa rekel. No, ampak se vsem. Se kar povej, to je juicy. Pač nikoli v lifeu ne bi hotel biti z nekom, ki te sam na pogled, pa to, kdo si, ki je totalno nor za tem. Ja, ki ne ve, kdo si. Pač ja, v glavnem, tako edina želja, ki jo imaš v bistvu je, da najdeš nekoga, ki ti lahko v prostem času umakne misli od vsega, kar se dogaja in da si tam samo z njo in to je to. Ne, to čisto skontam, zato ker pač te cloud chaserja, veš kaj mislim.
Danes je vse več tega, da hočeš sam profitirati od tega, veš kaj mislim. Tako, mislim, sej si glih rekel, da nisi na tem nivoju, to, veš, da bi te tripiralo, ne? Ampak se pa dogaja, še zmeraj, veš, to je spravno, da veš, da te ima ona ful rada, pa bi bila stava, pa sploh ne ve, kdo si. In po mojem to te zjebe. A veš, mislim, to je tako, če pomisliš, to je tako creepy. Ja, to je dejansko creepy. A veš zakaj? Zaradi tega, ker tako, mi smo, pač jaz sem že cel life. In pol, ko vidiš, da kar naenkrat začne folk čist drugače reagirati sam na to, da si v prostoru. Pač jaz sem še zmeraj ki je vedel, da niso ljudje tako reagirali, ko je bil v prostoru in pol kar naenkrat je pa zdaj čist druga energija. Malo te spere. In je... Ampak se je nice. Ne, se je hudo, zaradi tega, ker itak je to pač del vsega, ne? Brez tega ne moreš ti doseči tega, da boš filil koncerte vse posod. Valjda, da je to del tega. Ampak vseeno v privatnem življenju pa itak, da nočeš tega, veš. Pač hočeš samo imeti, jaz bi rad pač sam imel na eno punco, ki bom prišel domov in se bom ulegel poslo, gledal nek film in ne niti približno razmišljal o ničemer, kar se mi je dogajalo. Ne pa da bom prišel domov, pa da me bo ena tako gleda. Ta bo težka, po mojem. Zabavam se. Zabavam se. Ne, se je. Pač ne, se še zmeraj, veš, to ni problema, veš, kaj, mislim, to še zmeraj plus, če mene vprašaš. Če znaš rešiti ta problem. Ja, ne posebej, da se znaš. Veliko ljudi je, ki ne znajo. Pa cel life tavajo srečno, nesrečni. Ja, ne, se zato pa je ful teh fucking jakih artistov zdaj v Ameriki. Jaz bom ful, kar govorim za tako. Ja, so redo. V Sloveniji nisem ful na treku. Ful, ki je ful depresivnih, pa dejansko ne delajo samo, ko imajo dejansko malo težave, pa se fulkrat vprašam, zakaj imaš sploh težave, če imaš ravno vse, kar hočeš. Ampak pa, ko pomisliš... Šele pol pridejo te težave, zdaj sploh ne veš, da obstaja. Zdaj sploh, veš, zdaj misliš, ko bi bilo jako, da bi bil ona, veš, kaj mislim, ampak so pa tudi take stvari, ki pa pridejo zraven, ki pa niso lih plezali. Veš, toliko enih stvari pride. Veš, kaj je tako, ta materialni del življenja, ki ga imajo, ne more na nobenem nivoju nadomestiti tega, kaj se dogaja v glavi. In lih to, kar sem ti rekel, tudi te ljudje so odrasli iz neke točke in so spremljali svoje življenje od normale do kar naenkrat te totalne norije. In pol kar naenkrat nimaš več življenja. A veš, oni si ne morejo niti prvoščati uživati v tem materialnem, zaradi tega, ker pač on se usede v svojega Lamborghinija, gre ven, da bi se pelil in ima pač 250 ljudi, ki ga fotkajo in čakajo, kam bo šel in oni že vejo, kje bo on, preden on ve, kje bo on. Ja, se res. Ne moš iti na sprehod, v trgovino, po mojem sploh ne hodi ta folk, razumeš? Ja. Michael Jacksonu so enkrat sfejkali trgovino, se pravi, da je bil noter fake ljudje, da so bili noter fake ljudje, ki so pač bili igralci, ki kao nakupujejo in itd. Zaradi tega, da je on lahko šel kao v trgovino. A ja, ker si je toliko želel te normale. On si je toliko želel iti v trgovino, ampak pač ni mogel iti v trgovino. In pol so mu pač stageali trgovino. So plačali jim toliko denarja, da ga niso motili. Pač da so oni pač kupovali, da se niso delali. A to res? Ja, res. Wow. Edin zdaj, to je zgodba, ki je, mislim, to je fiks dejstvo. Zdaj pa iskreno, lahko da, jaz sem skoraj fiks, da je Michael Jackson, lahko pa da ni, ampak kakorkoli ta zgodba z nekom toliko famous, kot Michael Jackson se je zgodila. Mislim pa, da je bil Michael Jackson, no. Fuck, man, sem to naredil tudi drugač dosti jak. Da pa rečeš enemu, da mu pade, a tlebaš, ja, hvala, tako. Kot še enkrat. Ja. Se že hotel slikati s tabo. Ni dober padala. Ampak ga polije, kot se gre preobleč, naprimer. Fuck, ne, tako pomisliš, to je pa že malo bogo. To je pa kar bogo. To prije s tem, ali eno ali pa drugo. Če hočeš biti, mislim, če ti to krata, moraš to pa... Zdaj sem kar malo uncomfortable postal, da sem na to pomislil. Človek mora biti to spravno model. Moraš biti to cash. No, v glavnem, smo šli kar malo off track, mislim off track, se ga sede. To je podcast, kaj? Mislim, veš, predstavljaj si, da zdaj ti daš, da si zdaj ti ta nek človek. In da zdaj si s frendi in neki se snemate, whatever. In ti v enem momentu v tem videu si posnel nekaj, kar ne bi smel, ampak pač v life ne razmišljaš o tem in imaš v 20 sekundah
svetovni škandal. Ja. Ja, shit. Fuck, samo ne isto to model, zdaj, karkoli narediš, ti realno, če si enkrat toliko jak, realno ne smeš narediti tako napake. Mislim, lahko jo narediš, ampak te bo realno zjebal, ker Ja. folk, sploh ta generacija, Internet ti ne oprosti nič, cancelled si veš. tako, človek, tweetne neki, ne vem, Malo narobe, samo da se sliši narobe. a bo se veš, pol ja, ljudi tako razumeli, napiše pa bo- dem, sploh, realno sam TikTok, pred TikTokom, jaz spomnim, preden je TikTok obstajal, je bilo vse tako peaceful model, zdaj pa toliko enih stvari, pa ampak mogoče sem sam jaz, ko toliko spremljam te stvari preveč na YouTube, povsod, veš, tebi sam model. Ej, to je najlepše, ko greš dol. Jaz sem parkrat zdaj unadol telefon stran od sebe, veš, sem imel samo enega strga za klice pa SMS-e. Jaz sem kaj pa coc, pa Pokemon Go model. Ej, po 2 dneh, stari moj, si v drugem svetu. Res. Ja, bo to je brez fona Ja, se model. ful pozna. No. Tok se pozna, dobesedno, zdaj je res prva stvar zjutraj, ko se zbudiš, Ja. greš gledat, kva Ja, je bilo, ampak koliko ti imaš ga sede. notification. Meni ga sede tako, malo pogled. Ej, veš, koliko bolj ti ga sede, ko se zbudiš in je prva stvar, ki jo pomisliš, kva boš jedel za zajtrk. In Jaz to razmišljam že en dan. In mi je čisto vse, kdo je kaj postil, kdo me je kje omenil, kdo je kaj. Veš, stari. mene noben nikjer ne posta, pa Ja, omena, no. veš, to. Mene to vedno, ene to dela ful živčenega Ne, vedno, veš. tebe je film, veš, sam mene pa tako, veš. Jaz kontam preden grem spat, kaj bi mi zajtrk, ker sem tako lačen vedno preden grem spat. A res? Ja. Ne, jaz pa, Jaz pa jem pol zvečer. jaz isto vedno jem zvečer. Okay. Pa se ne moram znebiti ful kračk, pa nikoli. No ja, kama, Fukračk. dobro, evo ja, zdaj imamo pa še v bistvu vsaka pride na podcast, pol na koncu imamo vprašanja, hitra vprašanja, se temu reče. Sovražim, ok. Pač sploh niso hitra vprašanja. Vedno mi možgani zamrznejo, Ne, ampak takrat, ko so sej hitri. tudi tako sam reče in Pol pol... si hitra, če ne odgovoriš v 5 sekund, gremo naprej. Ok, Ne, ni tako. Lahko kar če sam. Pač vprašanja, ki jih dobi vsak gost enaka ok. in se imenujejo hitra vprašanja. Ok. To bom krtno, kar sem prejčkrat rekel. Ok. Začni. Najljubši kraj na svetu, pa zakaj? Ljubljana, ker diši po ljubezni. Kjer? To bi lahko komado. Ali? Ne, Mogoče že. ok, kjero super moč bi imel? Da bi lahko ustavil čas, pa se gibal ob tem, pa delal stvari. To sem isto jaz spomnil. Šta je, Ta je dobra, jaz točno to. Ne, sam, Ok. ta je malo OP. Ampak tako, Malo če bi je lahko pol za 20 let Malo zostavil bi čas. me mogel pol buffati ali kaj. Nerfat. To bi mogel Ok. nerfat. Ampak dobro, fair je. Če bi bil lahko kdorkoli na svetu za en dan, kdo bi bil, pa zakaj? Če bi bil lahko en dan neki, bi bil pes od kraljice. To je pa najbolj spravno, po moje. Lahko bi bil sam kraljica. Ne, pes od Pes od kraljice. kraljice. Kad temu psu pa Predstavljaš, koliko mora njemu sedeti live, man. Oh my god. Nemo res ca. On ima fiks tako private dog park z drugimi psima, da je tam noter. Itak. Imamo tako ljubice. Wow, dobro, ta je ok. dobro, ok. Kdo ti je najboljši na svet? Verjetno starši. Ok, pa... Da ne vem, na svet. To zelo vprašanje mora ful dodelati. Ja. morda. Ja, Okay. A bi rajš čas prevrtel naprej ali nazaj? Če bi mogel. Mogo bi, ne, eno bi mogel. koliko nazaj, koliko naprej. Tako kar češ. Nazaj. Okay. Ampak ne v svoj lifetime. Prav, kamor češ. Sam pa bi tam ostal. Ne bi pač, Ja, ne bi šel nazaj, ker pa bi šel lahko nazaj, pa loto izplačal, pa bi ga veš. Moraš pravno, agiš naprej, ostaneš tam, pa nazaj pa tam ostaneš. Ok, pol bi šel pa še zmer nazaj, pa tam ostal. Lepa. Se je pač tako naprej, dejansko noben še ni rekel, da bi šel naprej. Folk ima strah prihodnosti. Ja. Ja, sej, kaj se ima isto. Dej. Kjera žival bi bil? O, kjera pička si ti nadel. Kaj je? Neč, ja. nekaj imamo To so... idiota sva bila. Ja, to, na kratko. Okay. Kjera Kjera žival žival bi bil? Ja, če ne bi bil pes od kraljice, bi bil... Samo jaz žival. Bil bi delfin. Delfin. Oni so pametni neki. Kao največje možgane od vseh živali imajo. Največ procentov možganov uporabljajo od vseh. Ja, to no, od kit ima vseh. fiks večje.
A zaradi tega ali zaradi kaj drugega bi bil delfin? Ne, meni se zdi, da so delfini tako res uno. Ja, to je Sam- res jim cap. Skakljajo, gledajo čez laj. Cajim. Ok, noč ali dan. Noč. Evo, hitro vprašanje. Ok. Rit ali oške? Rit. Facts. Mislim, spomnim, zakaj sem tako dolgo razmišljal. Ja, se ne Samo že tako. Ok, kaj ti pomeni denar? Sredstvo za preživeti. Se dejansko je. Ja. A misliš, da tako je z denarjem lažje dosež srečo? Lažje dosež, ne da imaš srečo. Definitivno ljudje, ki nimajo denarja, morajo ogromno enega truda in energije in čustev in življenjskega užitka zavreči, zato da bi lahko prišli do neke ležernosti. Zdaj v kakšni sreči govorimo, veš, no, zdaj sreča, ja, srečna ljubezen, pa to, ja, ne rab sredstev, pa to, ampak vsem. Ja, vsem tudi, a še zmeraj je denar. Ja, definitivno pomaga. Ker lažje dosež srečo, če se zjutraj zbudiš v topli posli, pa imaš kaj za pojesti, kakor če... Pa tako, da se zbudiš fucking, ja, v topli posli. Ja. V topli vodni posli, kam ima masažo. TikTok generation, stari. Ne, samo tako. Predstavljaj si. Ajde. Tako je dosedlo. A ja, brez katerih treh stvari ne moreš živeti, tako predmeti, type shit. Kitara, pa ja, telefon, Nažalost. ja, pa kolo. Kolo. Ja, ne vem, kaj je bil laufu, da vse pozodal. Ja, se dejansko. Ok, z eno besedo povej, kdo je Bojan Cvetičani. Pa to ste me že vprašala, Zato, ker on zajebu. Pa te moraš še enkrat, ker to je zadnje vprašanje. Ne, ni zadnje. A ja, ne. To ni. Ja, ok. Ja, ne, se je kot. Ajde, pa kaj drugega. Ok. Bojan Cvetičanin je Ne, z eno besedo. car. Kaj si ti rekel? Ne, čakaj. Daj mi da nekaj drugega. Ok, The Weeknd ali Drake? The Weeknd, ampak zaradi tega, ker ne me zdaj biti užaljen, ampak sploh ne poznam nič od Drakea razen un cellphone. Kaj je že komaj to? Kam je imam cell phone? To. Kaj pa fiks poznaš God's Plan model? A ni to, a ja, ne, ni. Dobro, ok, pa God's Plan. Pa fiks poznaš Pač ok, poznam, pa Started from the bottom. ja, to poznam. No, ampak še smer mi je Weeknd bolj všeč. Ja, se... Prva plata od Weeknda je meni čist huda, House of Balloons, ali kaj je. No, 2015 do Ja, Weeknd. ta je dobra. Evo, ej. V glavno pa ste res kralj, ampak ok. V glavnem, hvala, da si prišel, no. Ej, hvala vam. Prišli smo do konca. Živi in zdravi. model. To je to. Živi in zdravi do konca. Res. Ja. Tako Hvala, da, da ste gledali. če ste pogledali do konca, če zdaj še gledate, napišite v komentarju, zajebavam se, zajebavam se. Drugač pa, ok, to je to. Ja, zdaj bomo spet podcast začeli objavljati redno. To je pa Škip, to. vek, da imaš koncerte. Kam te Promoviri, dajo zdaj iskat? Oh, fuck. Čakaj, moram pa vzeti koledar. No, dej. Ja, kdaj bo to vam prišlo? Čez... Pač- pred koncem julija. Ja. Ja. Približno kdaj julija? Približno ene... Po mojem naslednjem tednu. Do 20. ga. Ta teden že, Ta Loki. teden. Loki, ta teden. Loki, to nedeljo. Loki pride to nedeljo. Ja, to nedelja. Torej. Aha, Ja, zdaj mora, ne. se pravi. Pa rečemo, da na koncu to pove, da bojo vsi gledali do konca. Na koncu bo je ful pomembne stvari. Ja. Se pravi, špilamo od trenutka, ko je ta podcast prišel ven. Recimo, da 17.7. Ptuj, 23.7. Murska Sobota, 31.7. Brežice, 4.8. Bohinj, 5.8. Castle Festival, 11.8. Domžale, 13.8. Velenje, 20.8. Kranj. Da si rekel, da Domžale prijem pogledat. 11.8. Evo ga. Ne. 11.8. Takrat sem jaz. Ja, to Tu so pred maturancem. koncerti. A greš na maturanca? Jaz grem, ja. Kam? Grčka? Krf. Krf, a? A si bil? Ja. Stari, bil sem na 14 maturancih. A si bil na krfu? Ja.